Se pravi, prva točka je, ženska, ki ima veliko rit, ima lahko samo enega otroka, je to res? Ja, poglejte, to je zdaj neko programsko izhodišče, iz katerega bomo izhajali naprej. Veste, ker nisem sam, veste, mi smo le dobili 13%, to je 13 poslancev in moramo narediti neko koalicijo in potem bojo drugi povedali, ali je en otrok dovolj ali ni. Druga točka, ženska, ki ima izrazito kratke noge, ima lahko 2 otroka, je res? No, v tej smeri tako. Lej, če smo realisti, veste, jaz sem realist, nisem optimist. Ne? Če bi bil optimist, bi rekel, tako mora biti in verjamem v to, ker sem realist, pa poglejte, najboljše bi bilo, da bi bilo tako. Potem imate tretjo točko, ženska s širokimi boki in majhnimi dojkami ima lahko 3 otroke. Lahko ima 3 otroke, Bravo, tako. Šavči. Lahko ima 3 otroke, zdaj 4 bi bilo pa že nekoliko preveč. Veste, 3 je pa tisto, kar je dobro. No, potem imate pa še četrta točka. Moški, ki je izrazito kosmat po hrbtu, naj ne bi imel otrok. Ja. Kaj ja? No, gledajte, to je... Kaj ja? Ne mislim odgovoriti mi s tem jajem, kaj ja? Vse smo skupaj sedeli. Ja, seveda, ampak takrat ni Saj smo nobenega jaja. No, Pa kar naenkrat ja, kaj ja? Takrat ni bilo jaja zaradi tega, ker niste vi rekli ja. Ker ste vi rekli sem potem tudi jaz rekel Ja, oprostite, gospod Čalec, zdaj pa šete leži, jaz nisem rekel nikoli, nikoli nisem ste rekli, ko sem vam ponudil, veva kaj, ko smo pili kavo, ne, sem vam rekel, boste kavo z mlekom, niste rekli ja. To pa ni, Ste naredili kave sploh ne pijem. No, gremo zdaj k drugi točki. Moški, ki ima izrazito velik vamp, naj ima vsaj 2 otroka. Ja. Kaj ja? Ja pa kaj ja? Poglejte. Ja,